Živijo fani! Mi smo Amy's Escape. Poslušate oddajo Radioaktivno. Izmučeni, lovimo sanje drugih ljudi, kjer smo pa mi? Na to pozabijo vsi. Naša strast pa se hladi, rutina v glavi, v glavnem je, se ne popravi, premočno je, kam smo zašli? To se sprašujemo vsi. Redko dokaj spremeni, zapomni si, ne hodi po poti, poprečni želja, odpri oči, ne pusti vrhu, da te tlem drži. Dovoli si sanje, uni življenje poleti, vse se spremeni. Zakaj trpljenje bolj sladko je? Uži življenje, saj kratko je. Zaupaj si, dokler te volja gor drži. Svojo zgodbo izberi si, bodi to, kar si, ne hodi po poti, poprečni želja, odpri oči, ne pusti vrhu, da te tlem drži. Dovoli si sanje, uni življenje poleti, se spremeni, ne hodi po poti, poprečni želja, odpri oči, ne pusti vrhu, da te tlem drži. Dovoli si sanje, uni življenje poleti, naj se spremeni. Rutina skupine Amy's Escape z albuma oziroma EP-ja Rdečina. Niko, Jernej, Žan in Janez, lepo zdrav oddaji Radioaktivno. Živ, ja. Pozdravljeni. Zdravo, zdravo. Dobar dan. Kam je pobegla Amy? To je pa tak, mi vemo, mi štirje vemo in smo se odločili, da drugi ne bodo vedeli. In pustimo malo domišljiji, da teče tako da Amy, recimo. Očitno se je lahko rešila iz kletke, v katero ste jo zaprli. Ja, mogoče, ne? Mogoče. Zdaj, to je bil prvi poskus njenega pobega. A je pobegnala ali ne, bomo videli. Mogoče v naslednjih singlih, naslednjih albumih bomo videli. Skratka se aktivno trudi. Ne. Je v procesu pobega še. Vi pa ste očitno pobegnili iz kletke. O ja, seveda. Tudi glasbeno, kajti EP oziroma album je tu. Ja, zdaj v bistvu smo preko nekega uvajalnega obdobja, zdaj pa bomo delali naprej na novem albumu oziroma upam, da čim večjih. Rdečino ste poslali poslušalcem. Tako, to se zdaj nekako, ne samo ker je eden od naših komadov Rdečina, ne, ampak nekako se skupaj tako, smo potegnili rdečo nit čez to prvo poglavje, tako da se nekako je bilo zelo očitno, kaj je tema, kaj bi jo dali, ne, čeprav je tudi mogoče malo tematike, tako smo rekli, to poglavje samo, nekako, to je res prvo poglavje, kaj naenkrat tak lep pogled nazaj, pa tudi obljuba, ne, da je samo prvo in da še večina prihaja. Ne, tak da.
Ali potem pomeni, da pišete knjigo, sedaj je prvo poglavje romana? Če je roman, ne vem, pišemo nekaj, kam bo prišlo, ne vem, bodo pol v šolah govorili o tem, katero kategorijo gre, ampak ne, prvo poglavje pa je, bolj pa bom videl, ne. Kdo je potem najboljši pisatelj v bendu? Ja, mislim, da Amy, ne. Ne, skupaj, en prinese idejo, skupaj jo naredimo, brez vseh ne bi bilo tega benda, vsak da svoj del in tak nastane ta lepa celota, ki je konec konca. Je bilo težko vse skupaj spraviti v neko celoto? Načeloma ne, no. Se mi zdi, da je kar lepo steklo, od komada do komada. Žanrsko so si mogoče nekateri malo bolj različni, ampak ko jih daš po vrsti skupaj, oziroma tudi ko jih performamo, imajo neko skupno celoto, no, tako da ni bilo nekaj zahtevnega, da bi mogli kaj dati na stran ali pa kaj dodelati, kaj premetavati prevelik, tako da so se kar lepo povezali. Večino skladb, ki jih imate na EP-ju, smo že spoznali kot single. 4 do zdaj od tega EP-ja smo spoznali kot single, zdaj smo pa še 2 dodali, pa se skupaj zavili v EP, tako rečeno. Extended play, ali kako se pač reče. Je potem to neka zaokrožena celota, neka zgodba? Ja, vsaj začetek te zgodbe, no. Bomo videli bolj naprej. Pogovor smo pričeli s skladbo Rutina. Ja, mislim, da je to tak najbolj očiten prikaz tega, zakaj smo začeli band, čeprav ne bi rekel, da zavestno, bolj ko zdaj, ko gledam nazaj, ne, ker tako sem rekel, ne, band je Amy's Escape, ne, je nek pobeg in pobeg iz česa, ti pove že prvi komad, tista stvar, ki vsi hoče pobegniti, ne, z rutine. Tako da ja, rutina, zelo primerno, da je bil prvi komad, ki smo ga naredili, ne, in ni bilo za nalašč to, ampak ni pa na ključe, bi rekel, no. Je nekako pa še kak naš prvi komad ever, ne. Je potem to pobeg iz vsakdanjega življenja? Ja, zagotovo, do neke mere, ker ko smo skupaj, ko smo na odru, v tem uživamo, ne študiramo o drugih zadevah in se lahko sam prepustimo sami sebi in svojim željam, recimo temu. Druga bodo misli. Ja, zdaj pa mi počas bližje, ko prihajamo v koncu EP-ja, več vam povemo, kam beži Amy, ne. Kaj smo na začetku intervjuja rekli, da vam ne smemo povedati, ne. Ampak skratka, misli vsakem neki še mi po glavi, ne, v tem smislu. Zdaj pa tudi jaz sem, oziroma mi vsi 4 smo mnenja, da si človek ustvari svojo sliko, zato ker da v vsakem komadu, ker takrat si bo največ bo odnesel tega, no. Zdaj pred katerimi misli bežimo, ima pa spet seveda vsak posameznik svoje, ne. Zakaj je takšna zmeda? Prepolni misli smo vseh, vsak ima pot do reda. A zakaj vsak različni smeri? Še ena misel, moj razum ves zamegli. Naj skrijem se med druge, naj upam si. Pokažem več kot sveča, ki v temi gori. Dokažem tisto, kar skrivaj se govori. Utrujeni od bega spregledamo vse pasti. Vsak po svoje dela, ne posluša pa nihče ljudi. Še ena misel, moj razum ves zamegli. Naj skrijem se med druge, naj upam si. Pokažem več kot sveča, ki v temi gori. Dokažem tisto, kar skrivaj se govori.
kako naj najdem se, ne znajdem se v toku mislite. Kako naj najdem bistvo, da ni isto tisto, da ni isto, kar že vem. Če na misel moj razum vrst zamegli, da skrijem se med druge, naj upam si, pokažem več kot sveča, ki v temi gori. Dokažem tisto, kar skrivaj se govori. Nobena misel moj razum ne zameni, ne bom se skril med druge, zaupam si, pokazal več kot sveča, ki v tebi gori. Dokazal tisto, kar skrivaj se govori. Misli skupine Emis Escape, vdaje radioaktivno EP Rdečina. Janez, v katero leto moramo, ko iščemo vaše začetke? Zdaj, načeloma 20. maja smo imeli naš 3. rojstni dan od prvega koncerta, ko smo ga imeli. Drugače pa segamo eno leto nazaj, še v bistvu v 2022, takrat smo mi začeli dejansko na placu skupaj vaditi pa ustvarjati. Eno leto prej smo vadili, da smo sploh videli, če smo kompatibilni, če bo šlo. Itak smo se lovili, nismo zdaj profesionalci vsi, ampak mislim, da nam gre kar dobro za 3 leta. Tu moram dodati, da je naš predragi Niko, naš basist, samo za ta band začel igrati sploh svoj inštrument. Mi smo mu kupili bas kitaro za rojsten dan in skupaj smo začeli delati, tako da zato je tudi to je del tega vajalnega obdobja. Tudi čez komade se vidi, kako Niko napreduje na basu in mislim, da je tudi to bil zelo pomemben del tega. Ne, hvala za te lepe besede. Moram meni, da so mi dali rojstnodnevno darilo res bas, so mi ga pa dali 2 meseca pred mojim rojstnim dnevom, tako da tudi malo pragmatike vse skupaj, kar mi je pa všeč, ker je bilo dejansko presenečenje, ne. Ponovadi ne dobiš darilo 2 meseca pred, ampak ja, ne, je bilo super in po moje tako najboljše darilo, kar sem kdajkoli dobil. Verjetno so pričakovali, da se v 2 mesecih naučiš igrati bas kitaro, da boš za rojstni dan že kaj igral. Ja, pričakovali so. Ne, ampak glej, jaz sem tako rekel, če igraš s kolegi, ne, pa še vse baske, tako, ne, vibe, groovy, ne, pač na občutek, inštrument, ne, če imaš dober občutek, pa če ti je všeč, kaj delaš, ne, se da tudi v zelo kratkem času nekako priti na neko fazo, kjer res uživaš, ne, tako da, ja, in pol, če nekaj uživaš in rad delaš in imaš motivacijo, da ni težko. Kdo je potem bolje igral na prvem koncertu, vi kot predskupina ali Ice on Fire kot glavna skupina? Ja, mislim, da za naš prvi koncert smo definitivno mi boljši igrali kot Ice on Fire, ne. V celem sklopu pa bi lahko rekel, da Ice on Fire, dajmo jim to, no. Mi še kar igramo, ne. In kje ste se našli? To je odlično vprašanje. Zato, ker smo se našli, prej smo premišljali kajkoli o bendu, v bistvu večina, ne vsaj jaz, Jernej in Žan se poznamo z dijaških dnevov, smo v dijaškem domu pač, ne, smo se spoznali, ker smo vsi hodili v šolo v Ljubljani, nismo bili iz Ljubljane, ne, in tako tam se ljudi izven Ljubljane dobijo, ne. In ne, smo bili od kolegijo takrat in pol kasneje smo spoznali še Janeza, ki je iz Žanovih krajev in ne, čez čas je ena ideja na en večer, ko smo malo introspektivno premišljali, kaj delamo v življenju, prišlo, kaj če bi pa še za foro band začeli in da, 2 klica po telefonu in bil je band, to je to. Zelo enostavno, 1, 2, 3. Tak, 1, 2. Čeprav pa ste bendu ne 1, 2, 3, ampak 4. Ja, to je točen tak. Tako sem prej rekel, brez enega ne bi bilo tega. Vsak da svoj del tega, vsaj pripomore in skupaj smo Emis Escape. Kot največji začetnik je verjetno Niko. Ostali imate že kaj glasbenih izkušenj? Ja, mislim, da jaz jih imam največ. Jaz sem prej bil enem, če kdo se pozna ta band, čestitam Rock Heroes. Smo kar nekaj prešpilali okolno, tudi 2 komada
komada izdal in pa sem se še učil pridruženih pač kitaro. Janez je bil pri orkestru z bobni, Žan je pa tudi je pel je. Kitaro se je pa tudi kar bolj kot ne priučil za band, no, tako bom rekel. Jaz tudi po glasbenih šolah recimo hodil ene par let, sam sicer saks. Malo smo po pevskih zborih, tudi z Janezom skupaj bila v osnovni šoli, sem tretjako karkoli. Kitaro sem se pa pol navadil za bend, ja. Tako da to je bilo tudi kar zabavno. No. Hvala Bogu je bilo to čas korone, tako da smo imeli poln časa za posebne akorde in prijeme. Mene je navdušil v bistvu, ko so prišli z orkestrom na osnovno šolo, specifično bobni. Jaz nisem hodil v glasbeno šolo, ampak bolj privat, pa sem bolj kot ne tudi samo bobne delo. Mene niso tako zanimali tonje, pa vse skupaj. Bil sem tudi orkestr na par let, sam nisem se najbolj videl tam. Vse je bilo tisto fajn, da sem sprobal pa vse, ampak pa konec koncev sem nehal tam, že skoraj opustil vse skupaj, dokler me niso poklicali, če bi igral v bendu. Vsi tak, ja, lepo prosim. Niko, vseeno pa še tvoja glasbena karijera. Moja glasbena karijera je fantastično zanimiva. Začne se z Amy's Escape in danes smo v Amy's Escape. Tako da je, to je, jaz sem, kako bi to rekel, ne, to je tako tisti en športnik, veš, kaj celo življenje v enem klubu, ne. Gled, te si najbolj zapomniš, bi jaz rekel, tako da jaz bom isto ostal istem in bomo videli, ne, ko bo, če bomo, ne, Manchester City ali United, ne. Na koncu boš Arsenal. Pa ne, jaz imam rad Champions League, tako da mogoče ne Arsenal. Tretja bo naslovna skladba, to je Rdečina. Tako, Rdečina je en tak zanimiv komad, mogoče je rahlo drugačen od vseh drugih, malo bolj umirjen, ampak vse je del tega in tako smo že prej rekli, opiše celo celoto. Rajši tišina kot praznina, v glavi ni vina, le sama črnina. Kje je belina, osnovna edina? Kdo ve, pa naj bo rdečina. Hodi za mano, sem rad iz dosega, me hoče ujeti, da zgine z vsega. Slišal sem zgodbe o njeni lepoti, zakaj me nekdo pred njo zmoti. Iščemo sebe, zakaramo z njo, njo še imamo, če nimamo kaj. Kako se bom našel, če iščem sede, ko sem le z njo, povsod sem druge. Iščemo sebe, zakaramo z njo, njo še imamo, če nimamo kaj. Kako se bom našel, če iščem sede, ko sem le z njo, povsod sem druge. Prijetna je družba, ko misli so slabe, sploh ni zgovorna, družba nazorna. Začasna uteha, velika prepreka. Kdo bi jo hotel, a kdo se ji odreka? Ko enkrat te stisne in konca več ni, ko enkrat te ujame, te večno drži.
vsak te z njo vidi, a kdo jo pozna. Ko znana postane, predaleč je šla. Iščemo sebe, zakaramo z njo, njo še imamo, še nimamo kaj. Le kako se bom našel, če iščem vse te, ko sem le z njo, povsod sem drugje. Iščemo sebe, pa zakaramo z njo, njo še imamo, še nimamo kaj. Le kako se bom našel, če iščem vse te, ko sem le z njo, povsod sem drugje. Le z njo povsod sem drugje. Rdečina skupine Emis Escape z istoimenskega prvenca, Niko, Jernej, Žan in Janez so z mano. 6 pesmi ste nam ponudili v prvem obroku. Ja, neka majčkena predjed bi lahko rekel pred večjim zalogajem albuma. Mogoče še kak umestni segment singla, planirano imamo recimo 2 zaenkrat. Kasneje, v kakem letu 2 bomo pa kak večji album izdali. Kako kreirate? Kdo prinaša ideje? Ali vsi skupaj? Vsi skupaj, no, na vsak na svoj način, recimo, da jaz mogoče še najmanj jaz glih ne morem izdelovati melodije, da pa nisem toliko seznanjen z kitaro. Drugače pa, kakor kdaj, no, vsak po svoje, pa pol predstavimo si, pa če se nam zanimivo zdi, pa da se imamo mi fajn zraven in pač, če se bo še kdo drug zaradi tega imel, je naš cilj dosežen, ne. Smo pa začeli vedno bolj delati skupaj komade. Se mi zdi, da v teh prvih 3 letih smo res vsak nekaj prinašali, ampak zdaj smo pa zadnja 1-2 komada smo pa ponovno naredili tako, da pa res vsi jih skupaj delamo. Na vajah smo jih zastavili, načeli in tudi dokončali v bistvu. Je bilo težko priti od priredb, ki ste igrali na začetku, sedaj do avtorske glasbe? Sploh ne. Jaz bi rekel, da je brat, mislim, da sem komaj čakal, vedno vsakeč, ko damo ven priredbe, pa damo note naš komat, je lažje igrati. Ker itak ni samo ono, da zdaj prva stvar, ki bi nekdo pomislil, da pač ne iščeš, igraš svoje komade, nihče ne ve, kako bi jih mogel igrati, ne, ampak enostavno jih je, lahko je igrati, ne, zato ni nekaj, da ti probaš v redu prozoriti njegovo drugo delo, ti daješ samo vse iz sebe, ne, tako da je tako, ne vem, če bi vozil kolo, sploh ni težko, zato tak si ti ustvaril komad, ne, še vse zadnje 2, ki smo jih res skup naredili, ne, in še tisti en, ki je prišel, rekel malo bolj spontano, ne, ki ni bil čist planiran, ampak je prišel tako, je tiste bolje spontano, bolje naravno lažje igrati. In tako da jaz bi rekel, da ta prehod je najboljša stvar in upam, da pač čim hitreje ne bomo niti ene priredbe igrali. Ne. To je
vsaj meni osebno se mi zdi ideala. Pač, ne. Ste rock band s kakšnimi primesmi? Kajti rock je zelo širok pojem. Ja, točno to. S tem žanrom smo se veliko ubadali in smo na koncu prišli do nekega indie punkiš, recimo. Indie punk je spet zelo široko polje, ampak se mi zdi, da lahko lepo pod to spadamo, ker imamo določene komade, ki so rahlo bolj indie, določene komade, ki so bolj punki, določene, ki so zelo punki, ampak če pa bi rekel ena taka zelo široka, ampak vseeno malo bolj omejena, alternativni indie punk rock. To je sedaj že kar nekaj žanrov združeno. Ja, res je. Ampak recimo, velikaj gremo na ta Ment festival, shout out, hecam se. In tam vidiš bende, ki imajo res take žanre, ki niti ne veš, da obstajajo. In se mi zdi, da to žanr je lahko, kar si izmisliš načeloma, da je, ampak poslušalci dejansko te pa opredelijo, pod kaj ti spadaš. Nenazadnje na vašem Facebook profilu sem našel oznako, da ste kepica alternative, kepica punka. Ja, radi imamo sladoled. Radi še imamo pa punk pa alternativo, ne. Tako da smo prišli na to genialno idejo, da bi lahko s tem to ponazorili. Ne. Potem imate radi tudi bolj hard okuse pri sladoledu. Ne tiste klasike, čokolada, vanilija. Ja, ne vem, jaz imam rad kak keks, no, piškotek, to, ne vem, limona, mogoče, ne vem. Da ima, ja. Radi eksperimentiramo. Ja, tako da. Včasih je če sem že hard okusi, ne vem kaj je sladoled hard okus, za prvo tak sem mislil rum punč, ne. Rum punč, je. Red Bull, na primer. Red Bull pa rum punč, najboljša kombinacija, shoutout, sladoleder Niki, tam on je vedno imel ta okus in še vedno ga ima, hvala, ker ga počasi izginja, rum punč in Red Bull, tako da je, to je naš sladoled, ja. Kaj pa besedila? Besedila zdaj pri teh 6, ko jih so v EP-ju, večinsko so še od našega mojstra Jerneja, so pa že tudi vmes nekateri, ko je že Žan in Niko prisostvoval. Jaz sem tukaj najmanj, ampak za naprej pa tudi kako idejo dam ziher ali pa kaj bi pasal, kaj ne, pa se tudi zelo lepo sodelujemo, no, da lahko skupaj naredimo neko izvirno besedilo, ko ima nek smisel, pa da lepo steče med petjem. Ti postaviš vse vejice na pravo mesto. Ja, tudi recimo, ja, ali pa klicaje. Mogoče je spet tudi ta zadeva, da imam največ v narekovajih izkušenj s temi zadevami, sem pa nekako dal prvo spodbudo potem, ker pač mora nekdo začeti, ampak hitro so pa tudi drugi prišli k temu in zdaj pišemo skupaj, tako smo rekli. Jezik pa slovenščina? Ni nujno. Teh 6 komadov je, imamo tudi nekaj v angleščini. Meni osebno je lažje pisati v slovenščini, se nekako bolj vidim zraven, ampak se mi zdi pa, da se ne rabimo omejevati samo na to. Ste ta EP zasnovali kot neko zgodbo od rutine pa do frustracije? Da si skladbe sledijo nekako tudi vsebinsko? Glede sledenja, ja, nekako, tako smo rekli, je malo povezan tudi, ko sem rekel, ta indie punk žanr, razkanje je toliko pasle, zrate, ker nekako smo rekli, če bi zdaj mogel zbrati eno žanr, ne, bi vedno en komad padel ven. Ne, in isto smo nekako tule pogledali, ne, tudi naša zgodba ni nujno zdaj še gre v to pot, ampak načeloma je šla na začetku malo bolj alternativni rock, malo bolj tak, kako bi rekel, bolj biti tak, ki si ga že slišal, vedno bolj v punk smo vedno bolj igrali, se mi zdi, in zdaj smo nekako na sredini in se ne omejujemo več na to, ampak smo hodili tudi to, ker to je ukaz našega prvega poglavja in to, da grejo komadi od bolj indie alternative do vedno bolj živega, pa na koncu bolj punk komada, dobro prizori, kako smo mi tudi delali te komade. Ne. In tudi dejansko ta vrstni red ni daleč od tega, kako smo jih tudi naredili časovno. Glede zaradi tega, ker je naš prvi poglavje in to pokaže, kak je naš žanrski potekel v tem prvem poglavju. Tako da je vrstni red je na to povezan. Ne. V nadaljevanju nekaj sladkega, bonbon bo to? Ja, to smo naredili na vižo benda, ki ga najbolj vsi Slovenci poznamo. Ne bom izdal njihovega imena, no, ampak nekaj sladkega, ampak kljub temu naslov komada zavaja. No. Je bolj energetičen, tako boste slišali v nadaljevanju. Dala si mi vse predala, sladke sanje sva spoznala, svoj
sama sva v tej sladkobi, oproščena greki le zvezdobi. Kaj si rekla, kaj obljubila, zakaj držala bi pravila? Kaj si rekla, kaj obljubila, zakaj držala bi pravila? Skušljava naju lomi, ne pojavljajo se dvomi. Tiho slečeš svoje krilo, k sebi vlečeš nemamljivo. Kar sledi je vredno greha, nama skupaj je do smeha. Zdaj ne slišiva odrekov, le stokanje mojih tvojih grehov. Kaj si rekla, kaj obljubila, zakaj držala bi pravila? Kaj si rekla, kaj obljubila, zakaj držala bi pravila? Sebi dala, se posladkala, strasti iskala, si z mano igrala, ne bi ležala, me raziskala, kolena vdala, se vžgala. Kaj si rekla, kaj obljubila, zakaj držala bi pravila? Kaj si rekla, kaj obljubila, zakaj držala bi pravila? Emis Escape bila je radioaktivna, kot vidim, imate sedaj intenzivno promocijo. Ja, treba, ne, mislim, treba. Pač je pa tudi full fine. Dejansko vse to delati, naprimer merch, ne, pač ko delaš, ne, pač vse te stvari, s katerimi promoviraš. Mislim, da najboljš, zdaj, promocija lahko tudi ona, ne, da imaš reklame na različnih omrežjih, pa to, ampak kaj je dejansko najbolj zabavno del promocije, ko delaš kakšne stvari, ko smo dali ta Nord, ne, pijače, ko smo dali svoj dizajn gor, ko smo delali dizajn za, pač za sam CD, ko smo majice delali pa to, ne, in moram reči, da je strašno zabavno vse skupaj, ne, tako da, če glede v promociji bi rekel, ne, ima ta svoj zabaven del in če je intenzivno, je to, ker je fajn. Bi pa tudi, mogoče bom dal Jernejo, da, kar se že več pove o samem dizajnu, navidezne Amy na naših merču trenutno. Hvala, Niko. Tudi to se bom dotaknil, ampak kaj sem pa mislil povedati je, pa da največja promocija je pa uživo na koncertih in tudi čez poletje bo nekaj koncertov, zdaj bo 10.7. bomo v Žalcu in potem, ja, mogoče še kaj, zdaj smo kar veliko prešpilali junija in pa maja in potem jeseni pridemo nazaj. Kar pa se tiče tega dizajna, oblikovanja, vsega teh zadev je pa narisala ena moja prijateljica Ana Marija, zelo dober dizajn, zelo vse in smo zelo ponosni, da lahko sodelujemo z njo, ker je res cool dizajn prišel na koncu. Nenazadnje je tudi naslovnica albuma oziroma celoten EP v rdeči barvi, tako kot je naslov Rdečina. Ja,
ker konc koncev komadi vsi skupaj vlečejo neko rdečo nit in smo vse obarvali na rdeče, še okus naše pijače, rdeča pomaranča plus ingver in se nam je pač smiselno zdelo, da se nekako povezuje mogoče skozi barvo vse skupaj tudi. Pa še fizični CD smo oblikovali v bistvu, ko smo prej govorili, da je to konec prvega poglavja, je kot neka knjiga. Dejansko smo naredili, zvezali smo eno knjigico, jo malo uničili, malo da zgleda malo bolj starana, kako bi rekel, izkušena, tako. In dejansko CD, ko ga odpreš, je kot da bi odprl staro knjigo, ki je noter, ja. Tako da, če vas zanima, lahko kupite na vseh naših koncertih. Poleg fizične izdaje, potem verjetno tudi streaming platforme? Ja, na vseh streaming platformih, Spotify, Apple Music, kakorkoli so že. Cel EP je obešen na vseh, tako da vabljeni k posluhu tudi tam. Je tam že kaj odziva? Ja, nekaj odziva je, zdaj ne vem v konkretnih številkah, ne vem, če govorimo, ne. Je že kar odziva, Rutina je trenutno, mislim, da najbolj predvajana, druga na mestu je Odklop, tako da tudi tam smo kar zadovoljni, no, glede na to, da je streaming platform zelo obširna stvar, kjer se lahko mlajši bendi zgubijo v taki masi komadov, kljub temu se je kar nekaj poslušalcev nabralo. Kakšen pa je sprejem na koncertih? Mislim, tako bom rekel, glih dodam na konkreten primer. Zdaj, dosti ljudi, ki je zdaj bilo na naši epizdaji, ko smo imeli v Ortobaru, je seveda bilo dosti ljudi tam, ko so nas poslušali od začetka. In že na začetku je vedno, ko smo se trudili, je biti zabavni, pa da je šov. Ko greš ti rock poslušati, ne greš na orkester ali nekaj, ti greš ti tako hočeš biti šov, hočeš, da ljudi zgor izgledajo tako, če so rockajo. In so že takrat, mislim, da smo se res potrudili, da je bilo zabavno in se tudi od prvih odzivov je bilo ljudem všeč. Zdaj pa še posebej. In še posebej všeč mi je vse tiste naše gledalce, ki ste bili skozi celo pot z nami in moram reči, da so bili kar šokirani eni, ki že dolgo niso bili na našem koncertu, koliko se je spremenili, še posebej koliko smo bom si drzno reči, drznili v novih komadih. In ja, prav narediti šov, pa tudi vizualno, ne bom vse izdal, ampak pridite pogledat, it's a show. Potem so poslušalci ugotovili, da si se naučil igrati bas-kitaro. Ugotovili, zdaj je že tako daleč, da ne vidijo, koliko ne vem. Tako da je super, tam smo že. Ne. Imam tudi kakšne dela, da se vidi, malo nekaj. Za nalašče zafušaš? Ne, to je jazz. To je to. Glej, moraš vse tekom šova, vse. Drugače pa sproti informacije o vas na družabnih omrežjih? Ja, smo Instagram, Facebook, načeloma smo zelo kar skozi aktivni tam, skozi objavljamo, kaj se dogaja, tako da spremljate nas tam. Ja. Peta bo Odklop. Odklop smo v bistvu kar nekaj časa delali, pa ga počasi spreminjali, se tudi sliši z kakih live posnetkih, da je še drugačen bil od samega začetka. Mogoče nam ni bilo čist, ali pa dodelali smo ga pol, da je dobil končno obliko, da nam je v bistvu dosti všeč, pa da je zdaj v bistvu zaključen, ko je posnetno.
Odklop skupine Emis Escape v oddaji Radioaktivno. Ste relativno novi na našem glasbenem prizorišču. Kako gledate na slovensko glasbeno sceno? Vsi pravijo, da je težko se prebiti ali pa delati ali pa kakorkoli, mogoče od samega začetka smo dobivali ali pa dobivaš ne glih pozitivne informacije, ampak če je volja, pa če je želja, se da, ne? Pač ne smeš se vdati, ne smeš pričakovati, da boš v parih letih hit oziroma da bojo te že vsi poznali pa si te želeli poslušati, pač to je zelo dolgotrajen proces. Moram reči, da v Sloveniji ni tako slabo, koliko sem slišal iz tujine, pač se da, je veliko organiziranih dogodkov, kjer mogoče lahko prideš zraven, da imaš koncert, da si pač že na sceni, ampak mislim, da se da, no, če je volja tam, kjer je volja, tam je pot, no. Ja, v zadnjih kolikih letih, enih parih letih se je kar naša scena povečala v, kako bi rekel, v ne nižjem sloju, to se malo grdo sliši, ampak v začetniškem sloju, kaj je zelo zabavno, ker spoznaš zelo veliko žanrov, s kateri se slovenski glasbeniki ukvarjajo. Kljub temu je zelo raznolik, ne? Tudi če moraš pa mogoče recimo malo underground scene pogledati, pa tudi če greš naprimer na Urožno, ko imajo za mlade bende, vse posod se nekaj dogaja in zelo veliko bendov je. Jaz težko se zapomnim vsa imena pa vse, ampak zelo veliko vidiš in je zelo motivacijsko, no, velikrat. Tudi naprimer zdaj za EP release party smo imeli predskupino Friški, ko se recimo, da z teh koncev, recimo, ne, iz Prekmurja. In smo se tudi z njimi ful dobro hangali in pa vidiš, da mislim, itak ta klasična, moraš si pomagati drugim, ne, drugače kaj je težko, pač hodiš na gige od drugih bendov, pa kupiš merch, pa se podpiraš, pa tako. Tako da to je ful cool, no, tak community. Pa se mi zdi, da če je bil že ta novi val, kot ga kličejo, ko so Jokeri, Koala, Voice, Murphy, že ta je bil velik, oziroma naredil nek preboj od tiste stare scene, oziroma umestnih let, ko ni bilo nič kaj novega, se mi zdi, da je ta, kako bi rekel, novi val, oziroma še mlajši val, še pa večji in bi lahko v naslednjih letih naredil še večji preboj za vsemi, ki delajo, ker je res ful veliko kvalitetne muzike, ful veliko kvalitetnih bendov in ful veliko kvalitetnih ljudi. Jaz bi priporočil vsem, da se spravijo čim večkrat na čim več bendov, kaj vidijo v Sloveniji poslušati. No, če najdeš kak majhen kraj, kad ne bi nikdar stopil, no, ampak ne, pejt, ker se splača. Res, jaz sem zelo redko krat bil razočaran, da sem šel na koli koncert v Sloveniji, ki so kakšni novi, mlajši bendi, ne. In najboljša stvar, ko je stvar tako, ne, kako rečemo, neznana, ne, je, da pol tudi osebno spoznaš te ljudi. Ne greš samo na en koncert, pa tam poslušaš, pa to mim, ne, eno, na koncu koncerta si ti, pa oni greš na pijačo, vprašaš, ne, vse, če si z drugih bendov, ne, tako je rekel Žan, community, ne, in tudi če nisi v bendu, pač že to, da lahko spoznaš ljudi osebno, je še tako boljše, ko ne, nekomu malo rata, pa je okol pa to, ampak res splača se v Sloveniji, ful splača manjše bende poslušati, kako rekel, je raznoliko pa kvalitetno, ne, in res je strast, no, vidi se, ne, pravi, to se moraš pogovarjati z mi, da vidiš, kje ta strast pride, ne. Kako pa ste si v bendu na ti z umetno inteligenco? Bom dal kar Žanu, da ne bomo začeli slabo noto. Ne, kar izvoli, nekaj vse imamo isto, strogo ne, no. V kakršnih koli vidikih, ali je to izpisanje besedila, ali je to beat, ali je to grafika, karkoli je strogo ne, mislim, to je za nas predstavlja nekaj najhujšega sovražnika, ki bo doletel človeštvo v naslednjih letih iz vidika umetnosti, kakorkoli, ne, ustvarjanja. Tako da. Bi se glih dotaknil tega, kar sem prej rekel, ne, kako je fajn, da vidiš, ko pride nekaj iz strasti ljudi, je lahko raznoliko in kvalitetno in res novo, ne, originalno, in takoj, ko vidim nekaj, da je AI ali nekaj, ne, zato ker AI ni nikdar nič novega, nikdar nič ne generira, samo kopira iz različnih stvari in takoj več je AI-ja, manj je originalnosti in že se mi zdi, da zdaj ta novi val je prinesel neke svežine, tako on prejšnji novi val, medtem ko je malo svežine manjkalo in zdaj se mi zdi, da to je največja grožnja tej svežini, ki se končno nekako prikazuje v tej moderni enolični pop sceni, ker vsaka stvar ista, pa nič ni novo. Ne, in končno dobimo neke nove bende in nove bende in zdaj pride AI. Teda zdaj sem gledal, zdaj smo teza, antiteza, zdaj pa upam, da ga ne. Jaz sem se uporabil umetno inteligenco pri pripravi intervjuja, sicer za iskanje podatkov, ne za generiranje vprašanj. Zato sem še vedno sposoben, da jih sam vem zastaviti. Dam pa nalogo tudi kopilotu,
da mi pripravi 5 vprašanj za goste, s katerimi se pogovarjam. In tudi za vas je Microsoftov Copilot pripravil nekaj sklopov vprašanj, in sicer 5 vprašanj, lahko pa izberete en sklop. Ali bodo to emijevska, ali smešna, ali absurdna, ali taka, ki te vržejo iz tira. Jernej, ti si šef benda, ne? Pa boš ti izbral skupino, razen če te drugi trije preglasujejo. Kaj se vede, mi še enkrat ponoviš, emijevska? Smešna, absurdna ali taka, ki te vržejo iz tira. Dajmo absurdna, se mi zdi, da je taka, da bo nekaj vreo, ajde, absurdna. Sicer prvo vprašanje, ki vam ga zastavlja Copilot je, če bi vas nekdo vprašal, katera barva dneva ste danes, bi odgovorili iskreno ali bi si izmislili novo barvo? To je prelahko vprašanje. Barva dneva je seveda ena in edina rdeča, tako da ne bi si izmislil nove barve. Zakaj rabiš rdeča je taka lepa barva, veš, toliko stvari uprizarja, tako da veš, zakaj bi si izmišljal nove barve? Ta barva je super. Drugo vprašanje. Koliko časa bi preživeli v sobi, kjer je edina stvar stol, ki vas opazuje nazaj? Dokler nas ne bi ven spustili. Mislim, sicer stol je fajn stvar, to bo mogoče Žan znal povedati, kaj več, glih prej je govoril veliko stvari o enih različnih stolih, ampak po enem času se mislim, da se stola naveličaš in bi rad kaj druga tudi počel, ne. Kaj pa, če te nazaj gleda, če te opazuje? Ti gledaš njega, on tebe. Staring contest stolom. Ležika. Ja, ne vem, kak stoji za tem stolom, ne, zdaj, ne vem, ne. Ja, ne vem, kako dolgo bi stolom, no, dokler me ne bi razjezil, ne. Dajmo tako reči, po mojem bi bilo najbolje. Tretje vprašanje. Če bi lahko zamenjali svoje misli za misli naključnega goloba za 10 minut, bi to naredili in zakaj bi se verjetno vrnili bolj zmedene? Ker golobi so zmedene živali, ste videli, kdaj goloba? Pač to ne moreš pred časom, če bi mu dal hrano, bi verjetno šel obratno, če bi ga probaš prestrašiti, gre bolj noter, zaleti se v vsako okno, kaj ga najdeš. Jaz imam osebno proti tem ptičem, ki mi nagajajo vedno na balkonu. Vendeto. Tako da ja, pač jaz bi samo rekel, če bi zamenjal, vem, da bi bil zmeden, ker so zmedene živali. Tako da, vse bi jaz tudi bil, če me vrane lovile, vse posod, ampak ne, pač ni, ne vem, to pa tisto pidžoni, shout out. Pejte dol z mojega balkona. Četrto vprašanje. Katera vsakdanja stvar bi bila najbolj nevarna, če bi imela osebnost in preveč samozavesti? Kaj pa vem, Vilca. Jaz vilco ješ, ne. Pa skozi pikaš z vilco. Zdaj pa, če je bila samozavestna vilca, bi te pa nazaj jedla ali pikala, ne vem, to je bilo kar nadležno. Vedno, ko bi hotel jesti, bi te nazaj ona po tebe jedla, ti imaš vilco za jesti, ne. Mislim, kva, ne, to je bilo kar annoying, ne. Pa bi mogel tam z rokami jesti, pa ne vem, kva, z žlico. Z žlico bi si šlo, kaj bolj ovalna, ne. Solata. Ja, na roke bi mogel jesti. Glavnem vilca bi bila po mojem. In še zadnje vprašanje. Če bi morali razložiti svojo rdečico nekomu, ki ne pozna čustev, bi uporabili besede ali pantomimo? Mislim, da besede. Če poznamo tole ljudi okrog te mize, znajo veliko govoriti, preveč govoriti in mislim, da bi bile besede kar pravi odgovor. Tam, če zaležejo, to ne veš, ne. po mojem bi bilo oboje, da bi se dopolnjevali. Vete, ona igra, ne, pantomima, ne, to je najslabši del igre, tako da definitivno govoriti. To je tako najslabši del, tako da se moraš ustati, pa pokazati, pa pod Bog ve, kaj on misli, kaj ti kažeš, ne, tako da pantomima, ne, tudi hejtam, jaz hejter. Niko, bi lahko s pantomimo ponazoril vaš bend? Zdaj, rad bi, zdaj vprašanje, če bi lahko. Lahko bi, ampak kot naš band sestavlja 4 osebe, ni zdaj ena stvar, ki nas vse predstavlja, bi jaz rekel, tako da... vi ste fizično, da bi pokazal? Ja. Z eno stvarjo pa lahko, ne? To! Escape! Točno! Lusi sam pove. Escape mogo biti. Slišali ste, kakšno inteligentno vprašanje ima umetna inteligenca za vas? Naj sam dalje sprašuje, pa ne dela muske, pa smo vrejo. EP je zunaj, kakšni izzivi so pred vami? Ja, zdaj, to je famozni izziv drugega albuma, pravijo. Zdaj, če se ta EP šteje za prvi album, bomo videli, ko bomo dali prvi ta pravi album. Ampak ja, novi komadi, novi koncerti, novi ljudje. Bomo videli, kam nas pot prinese, kam bomo bežali naprej. Nove skladbe že nastajajo? Ja, nove stare skladbe že nastajajo. Nekaj jih je že nastalo, konkretno 2, 3.
So skoraj dodelane do konca, mislim, so dodelane. Imamo jih pa še na lagru kar dosno. Nekako se probamo ne omejevati, vse smo že prej rekli. Bomo pa iz vseh skladb, ki bomo napisali, zbrali, kolikor bo 8, 10, 12 bomo videli. Ko je nam najbolj v momentu, recimo, da paše, pa bomo lahko neko zgodbo, s katero smo najbolj zadovoljni, pa se najbolj lahko z njo poistovetimo naredili album. No. Tako da dela ne bo manjkalo. Ne, definitivno ne. Vse to je bolj hobi, no, ko radi delamo, ni nam delo, ki bi nam bilo težko. Tako da mislim, da ne bo problema. Vse nekaj smo že igrali tudi na predstavitvi EP-ja, da če bi bili tam, bi jih lažje slišali, če ne pa še pridite na druge koncerte, pa boste lahko. Bomo pa še eno slišali iz Rdečine, to bo Frustracija. Ja, frustracija je super. To je pa super je za poslušati že tako, definitivno se pa splača prijeti v živo pogledati. Tako sem rekel, je šov. Tako komad sam po sebi je že šov. Skladba za konec tega pogovora. Janez, Žan, Jernej in Niko, hvala, da ste se oglasili v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delalo naprej. Hvala lepa. Hvala. Hvala za povabilo in hvala za podporo. Hvala, pa vedno rad prijem nazaj na naše ravne kraje. Sedim za mizo, raztrgam list, ni besedila, spet se lovim, preveč vsega, rabim svoj mir, sem čisto tiho, v glavi prepir. Sedim za mizo, me doleti, ne komplicirati, ne se jeziti. Dobra ideja že prileti, tudi en akord drži ljudi. Mi smo Ames Escape, poslušate oddajo Radioaktivno.